Najprej moraš imeti štalco, da bi lahko pripeljal kravco. Pomoč mi je ponudila Majda. Projektni vodja je oseba, ki skrbi za milijon stvari v povezavi z izgradnjo objektov. Majdina naloga je, da najde primerno zemljišče, ga odkupi, poišče projektante in ostale ljudi, ki jih namerava vplesti v projekt. 2/3 njenega dela potekata v pisarni, kjer pripravlja projekte in organizira izvedbo zamišljenega objekta. Občasno projektni vodja preživi delovnik na gradbišču, kjer se srečuje z različnimi poklici. Recimo z arhitekti, ki projektirajo, strojnimi inženirji, elektroinženirji, ne nazadnje samimi izvajalci, dobavitelji posamezne opreme, z ljudmi, ki sedijo na mestni občini, ki pripravljajo urbanistične plane. Majda je končala arhitekturo, ki pa ni bistvena za poklic projektnega vodje. Imeti morate dar za organizacijo in komunikacijo ter seveda vsaj 6. stopnjo izobrazbe. A kot je za organizacijske poklice značilno, boste deležni številnih stresnih situacij. Največ sivih las nam povzročajo seveda roki, ki so ne glede na to, da si jih zastavimo na začetku realistično, ampak vedno gredo neke stvari narobe. In seveda bolj, ko se bliža tisti končni rok, takrat začnejo lasje siveti. Sivi lasje znajo povzročati neprijetne občutke. Zato morate vedno znova obiskovati frizerja, kar ob vsakodnevni skrbi povzroči velik finančni zalogaj. A ne skrbite preveč. V tem poklicu so plače kar precej mastne. Jaz mislim, da smo kar primerno plačani za tisto delo, ki ga opravimo in opravljamo. Tako če so. To se mi naprej opozoril, da me boste sprašali. Ne bi številka. Ne. 300 jurjev naprej. Tam okrog 300 000, ja. Tam okrog 300 000. Končno poklic, ki presega plačo 150 000. Hiško dobim septembra, do takrat uživajte na soncu.